Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v naši novi oddaji Gost tedna. Tokrat se bo z nami družila Ija Marija Čop s Podkuma. Pozdravljena, Ija. Pozdravljen, gospa Stanka, pozdravljeni vsi gledalci ETV-ja. No, glede na to, da se midve že kar dolgo poznava, lahko se kar tikava, kaj ne? Bi bilo priporočljivo, glede na to, da smo delali tudi kakšne projekte. Ja, seveda smo. No, Ija je pravzaprav kratica od Marija. Ja. A so te tako že klicali doma ali šele potem na Podkumu? Ne, od majhnega. Od majhnega. Brata, imam 3 brate in eden ni mogel reči R, Marija, ne, in je rekel Ija. No, in sem iz tega ostala Ija. In tist, ki mi reče Ija, vem, da me osebno pozna, a tist, ki reče Marija, se obnašam drugače. Je bolj službeno. Je službeno, ja, izvolite, prosim, ne, če reče Ija, pa rečem živijo. Servus, kva je? Ja, omenila si brata, ti si pravzaprav doma z Dola pri Hrastniku. Točno, in sem ponosna Dolanka. Tudi dostikrat grem na Dol, še kar spremljam, kaj se dogaja na Dolu. Tako da rečem, državljanstvo imam na Dolu pri Hrastniku, delovno vizo pa v Podkumu. Ja, kaj pa družina v Hrastniku? Koga imaš? Trenutno neč, samo še na grobu, ampak imam zelo veliko znancev, zelo me vzpodbujajo, dihajo z mano, obiskujejo. Tudi tokrat, to soboto dobimo en avtobus iz Hrastnika gostov. Prejšnjič smo tudi imeli, ja, kar velikokrat dobimo razna društva, zaključene družbe tudi. Ja, lepo. Torej, si prve šolske dni preživela na Dolski šoli? Na Dolski šoli, ja. Potem v Hrastniku? Ne, samo na Dolski. A samo na Dolski? Ja, mi smo ponosni na Dolu, tako kot Kumlanci v Podkumu. Ja, lepo. In potem si nadaljevala kje? No, potem sem pa delala srednjo gostinsko šolo v Zagorju, ker me je občina Hrastnik štipendirala za namene, ekstra za namene, ne, saj sem bila odličnakinja, ko sem šla, za državni protokol oziroma za vse naše priznane veljake v času socializma in Jugoslavije v Zasavju. Ne. In potem še naprej sem delala administrativno šolo, no in potem še poslovodsko-trgovsko. Ja, in to ti je prišlo prav. Prva služba je bila? Prva je bila v gostinstvu, druga je bila v pisarni, sem bila tajnica tehničnega direktorja v Kompasu Herc Rent a Car. No in potem sem bila mal status kmeta 2 leti v Podkumu, no in potem sem šla v podjetniške vode. In kako to, da si se odločila iz te prve službe, pravzaprav te, kako bi rekla, pisarniške, jel? Ja. Da greš na kmetijstvo, pa potem gostinstvo? Zgleda, da imam v sebi vzpone in padce in da vedno rabim izzive. Namreč, ko sem gostinstvo zaključila in sem šla v pisarno, vam povem, v 6 mesecih bi se spokala in šla. Mene je križ bolel, rit, oči, sedenje, to mi ni ležalo, pasivnost. Potem sem se toliko navadila, da sem že prvo, ko sem se v Ljubljano vozila, sem še stala na vlaku. No, potem sem pa vse posod sam iskala, kam bi se usedla. Tako sem se navadila. Takrat bi tudi ušla, sem je tudi kar dremal v službi. No, potem pa sem rodila nepričakovano, oziroma načrtovala sem še otroka, potem sem še nepričakovano zanosila in ni bilo vrtca, ni bilo varstva v hribih in sem doma ostala in potem sem ugotovila, da je treba preživeti z nečem, da je to premalo ena plača in sem se v podjetniške vode pač podala po kmetijstvu, seveda. No, gostinstvo je obstajalo že pred tabo, kaj ne, na Podkumu, ampak kakšna je bila situacija, ko si ti to prevzela, da tako rečem? Ja, gostinstvo je bilo v naši družini že prej. Rod nazaj je imel bolj divjačino, klobase, salame. Po zimi je za pol leta bilo uradno zaprto.
Drugače bolj domače stvari, a ne, so se tam nudile. Ko sem jaz odprla, sem takoj trgovino zraven prevzela, čeprav sem se bolj malo spoznala na trgovino, zato sem tudi šla poslovodsko delati, ker nisem želela biti v položaju, ko ne bi obvladala situaciji in da ne bi bila razgledana ali vpogleda imela v razumevanje tega poklica. Tako da sem šla v Ljubljano, pol v izpite delati, pa sem drugače začela, no, čisto. Pa tudi potem je bilo bolj, veste, to je tako, kot prvo so bili sendviči s kruhom, pa so bile žemelce, pa so bile obloženi kruhi, zdaj so finger foodi, ne. Taka razlika pride pol, ne. Ampak jaz sem se vračala nazaj na staro. Prvo ponudbo se spomnim, eno tako udarniška je bila, da sem prišla v delavski dom Zagorje z bunkucam, tovkucam, suhim hruškam, na kruh sem mrzo zjele dala z bučnim oljem, pa česnom, pa jetrno klobaso in smo doma imeli velik prepir. Mož je rekel, da mu hodim sramoto delati. In potem, ker je videl, da mi še bunkuc vzela, je še bolj hud bil, pa sem popustila in sem rekla, no bom pa zraven malo cvička vzela. Ampak scena je bila taka, kozovca, veste, kmečko, pohodniške palce, gujzeri, pa to, kar je v hribih. In kak so z navdušenjem jedli, pa pržganko sem še imela. Je rekel, Ija, ti si pa to naredila tako, kot moja mama včasih, pa to smo jedli kot otroci, bunkuc, tovkuc, to je takoj šlo, ne. In jaz sem si to utepla v glavo in sem rinila z glavo skozi zid in seveda, zdaj več kot 20 let potem, ne, je to pa res znamka, ne. Ja, vsekakor. No, je bila pa tudi potreba po logistiki, pa ste tudi za to poskrbeli. Vedno, ja. Prvi krožniki, ki sem jih kupila v življenju, sem jih 30 kupila, pa je mož rekel, kaj si pa to kupila, kaj pa bo s tem, ne. Zdaj, če računate, da imamo inventarja svojega za 5000 oseb, ne, in to, rečemo, za juho, glavno jed in sladico je pri nas višno okrog 10 000 krožnikov iz 30. Ja, ampak mislila sem na avtoprevozništvo. Ja, to je pa spet zgodbica. Veste, to rineš, ne, nihče mi ni hotel pripeljati v hribe. Pa se mi je za malo zdelo, da bom jaz plačevala. Konkurenčen itak ne moreš biti, ne. In pa sem mogla imeti en avto, pa je mož kupil enega kamiončka, pa sem pa kjer še peljali kak grozdje, na kak sejem. No, pa smo začeli v Gornjo Radgono jih na sejem voziti, pa smo jih na Božjo pot začeli voziti, pa tako kombinirali smo v kraju z našimi, no, na kar se je ta kamion iz 7 ton povečal seveda naprej na več ton, ne, iz 3 tone, pa 7 ton, pa je šel na več ton, ne, na 30 ton. V glavnem na šleper smo prišli, potem na 2 šleperja, potem smo na mednarodno prevozništvo šli, tam, kjer ni bilo konkurence. No in pa smo pa na mednarodnem tudi doživeli vojno in konkurenco. Smo to znižali, smo hčeri in ta mladem odprodali in tudi voznika jim dali zraven za kakovostno upravljanje te dejavnosti. Jaz sem pa obdržala kombi prevoze. Kaj pa trgovina? Trgovino sem imela skozi zraven in tudi dela in tudi bo delala in bo obstala v vsakem primeru. Seveda tam je šlo fajn trgovina, ko je šlo prevozništvo dol, je trgovina cvetela, potem smo dobili Lidle, Hofre, Špare, trgovina dol šla, smo šli z gostilno, potem smo z gostilno vse kmečke turizme dobili, pa športnih društvov, pa brez blagajn, pa tak nelojalne konkurence. Sem šla na cateringe, da sem šla s trebuhom za kruhom. No, zdaj, ko smo pri cateringu, za koliko ljudi imaš trenutno vse, kar potrebuješ? Ja, jaz sem sigurna, da 5000 ljudi oskrbimo, oziroma 5 različnih cateringov na dan smo že oskrbeli na različnih lokacijah in delali smo pa grad Štanjel, Medijski grad, grad Turjak, pa v Mozirju, plus domade smo imeli, pa še v Zagorju smo imeli v gasilskem domu. No, to je bilo pa res. Različni. Kaj pa na enem cateringu, koliko jih je bilo največ? Največ jih je bilo zdaj na svetovnem dnevu medu in čebel v Žirovnici.
Vseh zunanjih obiskovalcev je bilo 5000, s tem, da kulinariko na krožnik, slovenski krožnik, brez plastike, brez vsega, vroč krožnik, topu, smo 2500 osebam postregli. Potem smo imeli čez 300 enolončnic za varnostnike, potem smo imeli pa še žar ponudbo, ampak samo krajinska pa svinjina, nič ni bilo čevapčičev ali tisto, kar ni avtohtono kar je slovensko. vedno, ja. No, tam si pa dobila tudi tole priznanje, kaj ne? Ja, potem po tistem nas je obiskal župan občine Žirovnice. Mene ni bilo doma, je prinesel srebrnik od Zlatarne Celje, prav piše na njemu za 20 čebelic, za 20. maj in tudi tukaj piše in vse. Kot priznanje smo dobili srebrnik, sem osebno dobila v zahvalo. Namreč njega je bilo strah, to je manjša občina kot naša Zagorska, dogajalo se vse na travniku, prejšnji dan še vreme ni bil najbolj naklonjen, vse si mogel paziti, kako se bo avto ogreznil, kako bomo trifazen štrom tja dobili elektriko, vodo, kako bomo logistično naredili vse. Kakorkoli, bila si uspešna in zato je tudi rezultat tukaj. No? Me pa zanima, ko ti dobiš neko naročilo za catering, kako se začnejo priprave, kaj moraš narediti najprej? Ja, vsak misel, ko pokliče človek, pa reče, mi bi pa imeli neko hrano in pijačo, da bomo mi dali te prvo ponudbo za hrano in pijačo, ampak ni resno. Ker nas kličejo iz cele Slovenije in tudi izven meja, ne? Lansko leto smo en teden delali tudi na Hrvaškem, pa smo tudi tam dol imeli davčno blagajno in povezan bili vse podjetniško po predpisih države Hrvaške. Grem pogledat prvo na Bizi poslovnost te osebe, potem kdo je v upravi, potem skušam povprašati o teh osebah, s kom se ukvarjajo, kaj delajo, kaj imajo radi, potem kaj ta podjetje ali ta oseba dela, potem grem tudi prostor pogledat, ko je prostor, pa ura, pa podatki, kakšni so gosti, ali so starejši, namreč kaj je pri starejših, rečemo, če so upokojenci, je priporočljivo, da nimajo mesa v semenih, ker jim gre za protezo. Če so gasilci, fizikalci, rudarji, ne moraš dati 2 deci enolončnice, moraš dati 3 deci pa pol ali pol litra, da se ti ne zgodi, da bo zmanjkalo, ne, moraš tudi uro gledati. Če so pisarniške gospe ali dame, moraš imeti veliko solat, prilog, zelenjave, različna ponudba je. Ja. Tako, prvo pogledam Bizi, potem prostor, potem vtis, potem pa šele ponudba sledi. Ja, res si, mislim, detaljna, no nikaj. In tudi pri teh cateringih vem, da si osmisliš zgodbo. Ja, vedno. Ja, to sem že opazila, no, in to vse sama. Ja, to imam sama, to je moja žilica. Vedno vključim nekaj, recimo dobro, mogoče del Zasavja, se spomnim, Varnost Bartek, smo sigurno imeli 2 cateringa, ki smo naredili z njihovimi tistimi motorčki, z njihovimi materijali. Potem se spomnim, Lafarge v Ljubljani je imel arhitekte za gradnjo, smo iz cementnih izdelkov naredili, pa na njihovih cementnih izdelkih postregli kulinariko. Potem smo imeli enkrat en kamnolom, smo dali različne kamne, celo savske sem šla nabrat, pa sem pol razne sadna nabodala med kamne dala, potem sem imela velike kamne, smo gor na maze dali, potem sem poiskala marmor, granit, pa sem dala določene grozdje gor, ali pa rečemo, zdaj smo imeli zgodbico tudi v Ljubljani, kmetijstvo pred vojno, ne, sem imela majhne
kmečke vozove, kozovce, na kozovce sem obesila suhe klobase, pa grozdje, potem na vozove sem potico postregla. Pa tak. Ja, jaz sem malo brala tudi zgodovino graščine Čop in sem prebrala, da je obstajala tudi Marija Graščakinja, a ne? Ja. No in ti velikokrat tudi narediš v tem stilu. Ja, grajski stil je unikatni stil, ne, pri nas. Največkrat delali smo na večjih gradovih. Mirniški grad, Trebniški grad, Štanjel, Medijski grad, ruševine, ne, zunaj. Največkrat na gradu Torjak je trenutno zaprt, vendar smo kljub temu imeli lansko leto eno pogostitev s posebnim dovoljenjem Ministrstva za kulturo. To sem vse nabavila kozarce oziroma čaše, so oni imeli iz tistega časa, so mi na Češkem unikatne naredili, ne. Potem so mi naredili unikatne krožnike lesene, potem pribor v tistem času je imel samo 2 rožička, a ne. Potem mi je kostumografinja v Novem mestu mi je povedal Poredoš naš, da kje je prava kostumografinja, ker moraš imeti platno, takrat so bile široke obleke, ker sem se zanimala, zakaj je tukaj široke. Smo grde, stare babence, nas gledamo, ne, tako. Pa so rekli, da je bila takrat velika umrljivost otrok, da je zato moraš imeti široke obleke. Bile so brez gumbov in zadrg, celo tako na rokavih imamo nitke, ne, brez rokavnikih, da rokav lahko stran daš, ne. Ampak to je imel že nižji sloj, da si rokave stran dal. Višji sloj mi je pa pomaga od moža sestra iz Francije, ima tam neko društvo in imam zdaj, ena obleka je 3500 €, no zdaj je že poslala mi 4. Tako da zdaj v bližnji prihodnosti imam, da bom organizirala tudi grajsko društvo, v katerem bojo seveda potomci Čopi, Graščaki z Valvazorjevega časa, samo potomci bodo notri, ker dihamo iz tem in bomo kak tak dogodek naredili. Imam pa že tudi, lansko leto me je povabil občina Nazarje, so jo iskali avtohtonega gostinca z zgodovino, pa prav gostinca, s kulinariko, z oblekami in z vsem. No, tam sem pa nabrala tudi polno telefonskih za te vrtec, ples, hodulje in vse, kar bom lahko porabila, če bomo naredili kdaj grajski dogodek v Podkomu. Ja, to bo pa res zanimivo. Posebej, ja. No, rekla si, da ste delali tudi čez mejo v tujini. Ja. Se pa tudi zgodi kaj nepričakovanega? Ja, nepričakovano, seveda, v Jugoslaviji je bilo 2-krat nepričakovano. Nepričakovano so dobili mednarodni obisk, zaradi katerega je otvoritev tovarne bilo prestavljeno na naslednji dan, kar je to zelo, zelo težko za gostinca, ne. Drugo, kar je bilo nepričakovano, sem pa dobila obisk njihove inšpekcije, ne, tam dol. Oni niso imeli higienski minimum HACCP, imeli so higienski minimum HACCP, Ja, pa pa ne. takrat še ne, ja, Ja. zdaj imajo. Ja, no in ja, kar malo sem bila presenečena, imela sem vsa dovoljenja, ampak so zginila. V tisti moji improvizirani pisarni jih ni bilo več. Predsednik države njihove je čez pol ure pri nas bil. Zdaj moraš to nekako utemeljiti, namreč tukaj se gre za zastrupitev tujega državnika, moraš biti pazljiv. In sem tako jih povabila, hvala Bogu, da sem vse deklaracije imela s sabo pa shranjene in sem kar jim dala vse unikatne, smo imeli naše unikatne izdelke, rečemo pršut, svinjski želodec, sire posebne od naših domačij, pijače, vse posebne. Pa sem jim kar dala, pa sem rekla, tole vzemite ta čas, preglejte. V tistem času, ko bo dogodek, bomo že mi faksirane določene dokumente dobili. No, oni so šli na otvoritev, so se družili, jedli in vse, vzorce so imeli. Potem sem pa najdla papirje čist na drugi strani dvorane, nekdo mi je ponagajal, ne. No, lansko leto smo tudi na Hrvaškem dobili, sploh nisem vedela, da imajo oni turistično inšpekcijo.
Sem bila tudi žalostna, šokirana, ker so mi rekli, da bomo delala v veliki dvorani 2 gostinca, slovenski in hrvaški. Tudi komplet sabor je nas obiskal. In ko sem prišla noter, sem zagledala takoj 3 gostince so dali oni Hrvati, poleg tega, da so nas fajn daleč od zadaj zabrisali, ne, in kaj bom jaz tam, mislila sem kar spokala. No in pa sem pač sem tudi prebrisana, ne, sem pa viteško postrežbo udarila. Takoj sem zamenjala slovensko na unikatnost, našo, avtohtono, vključila seveda sem lokalno domače slovenske jedi, dala sem takoj na mize velike viteze, da ko ste vi v dvorano stopili, ste rekli, ko pa je to gor, ne, in helebarde, obleke smo se grajsko, da so te opazili, da tako, da je radio kaj skus sporočal, pridite pogledat Slovence in tudi sabor, ki je prišel, sem študirala, kam bo te prvo šel. Zame bi bil poraz, da k nam ne bi prišli, no, pa so prišli in tudi komplet jedli in vse in bili navdušeni, tako da minister za gospodarstvo, gospod Počivalšek, je rekel, da bo še nas povabil, še bo sodeloval, tudi pri nas je obiskal v Podkumu. Inšpekcija je prišla, vse papirje sem imela, vse blagajno, različni DDV imajo oni, vse vzorce, vse. En njihov gostinec je mogel pa takoj zapreti. Tako da sem bila tudi ponosna na se, ja. Vsekakor, no. In to se tudi opazi, zato si bila leta 2015 obrtniški vzor leta. Ja. To priznanje si dobila, kaj ne? Dobila sem priznanje po 45 ali 46 letih, kot sem slišala, sem prva ženska, ki je bila nominirana tudi za obrtnico leta. Ampak to ni zato, ker sem ženska, to ni zato, ker sem v hribih ali pa mehna miška. Oni so to gledali vsa leta, v ocenjevalnem tem obdobju so gledali 5-letno obdobje, kako rasteš, kako ti finančni rezultati uspevajo, kako si povezan z lokalno skupnostjo, koliko si naredil z mladino, koliko otrok. Jaz sem takrat štela 56 študentov je pri nas se gor pomagalo ali izučilo, ali da smo jim pomagali v študijskih letih, ko so delali pri nas. Potem seveda pa prepoznavnost in rezultat. Ja, in potem je tu še priznanje za življenjsko delo. To si dobila lani? Ja, no to je pa od Zveze turističnih Turistične zveze Slovenije. Turistične zveze Slovenije, ja, za promocijo zasavskega turizma in zasavske kulinarike. Namreč jaz 20 let sigurno sodelujem povsod po celi Sloveniji, seveda z našim žiroračunom, financam, brez da sofinancira kdo, ker ga nimamo in tudi ne bi. Pa smo imeli na Ljubljanskem gradu svetovni kongres, tukaj imam napisano, svetovni kongres novinarjev, pa imamo iFil Slovenija v Cankarjevem domu, neštetokrat smo delali z prepoznavno kulinariko, našo auditorijo v Portorožu, ne, to smo delali, pa smo delali sladki funštrc, pa smo delali ocvirkovo potico, pa knapovski golaž, kar se je dal, no, tazga, da ne govorim mrzozjele, pa jetrna sploh. Ja, jetrno vem, da sem v Radencih, v Rogaški predstavljala. Ampak, ko so me napovedali kot promotorja zasavske kulinarike, so povedali, to je tista klobasa, ki še ni patentirana in se v Zasavju zaradi nje, zaradi fovšije še kregajo. Tako sem bila žalostna, da je bil tak napoved. Je pa tu predstavljena ta klobasa? Tle noter je, seveda. Tle je za Zasavje je funštrc ali knapovsko sonce, grenadirmarš, krumpantoč, zasavska jetrnica, ne, ali pa trojanski krof. Ne. Trojane spadajo k nam, z njimi dobro sodelujemo, če gremo promovirati, dajo svoje logotipe, tudi ne lažemo nikoli, da bi goljufali s krofom, ker je prepoznan. Enkrat so me v Cankarjevem domu hoteli nahecati,
pa je nekdo drug krofe zraven postavil. Pa se nekaj, da prosim, če jih odstranijo, da so trojanski, ker imajo zraven servetek in vse. Me je bilo sram, kaj pa, če bi kdo rekel, Čopova je imela, ne. No, imeli smo pa tudi, rečemo, to je pa 20 let nazaj, imam še s sabo seveda slovar zasavski, ne, ker imamo posebna imena, da kdo ne reče, kako pa ti govoriš, pa tudi vedno, tudi kjer se oglašam, vedno rečem, govorim v svojem narečju, malo bolj na glas, takšen tip sem, da ne bi kako drugače me razumeli, ne. No, tukaj je pa tudi kulinarika Zagorske doline, ki je gostinska šola v Zagorju pripravila, naš župan Matjaž Švagan je zraven pomagal, sofinanciral in sem prav žalostna, da smo tam, kjer smo, da ni jetrnica že patentirana, da ni na vseh občinskih prireditvah funštrca in jetrnice, plus tega, da je gostinska šola zelo uspešna, prepoznavna in to je bodočnost turizma v Zasavju. Žalostna sem, da nimamo nobene agencije, ki so vsi izkoristili nas. V bistvu sem sama z Lojzijem uspela, da pridejo od drugod gostje k nam, da imamo toliko zaposlenih, pa nisva planinsko društvo, pa nisva gostilne vzela ali podedovala od koga. Tako da bo prišel čas, jaz mislim, da je čas, da bi skupaj stopili, ampak ne vem, če me ne bojo prepozno povabili, ker ne bom želela več sodelovati, ker sem jezna, ker toliko sama vlagam v to, pa dopovedujem po radiju, po televiziji, pismeno, pa smo še kar tam, kjer smo. Nažalost. No, se pa trudite tudi drugače. Pred kratkim je bila Golažijada. Ja, Golažijada. Zdaj je to tako. Jaz sem, za mene, rečemo, sem tudi mislila, glede na gozdove, okolico, na rajši bi imela gobe na 101 način. To mi je bila prvotna ideja, potem sem se pa ustrašila, mi bo kdo ponagajal in bo rekel, da je bila neprava goba in je lahko kakšna zastrupitev, pa nisem upala. Pa smo šli pa raj golaž na 101 način. Namreč Lojze je bil v komisijah in ve, da enkrat je bil nekje, pa je rekel, 14 golažov je bilo, pa smo kumi 2 dobra najdla. Z tistem kuharskem mojstrom sta ocenjevala. Potem mi je rekel, enkrat je ena prišla, pa je rekla, ja, tale pa tale recept bi rabila, pravim pa iti k Lojziju, ne, potem sem ga pa spraševala, Lojzije, ti vsakem poveš recept? Jaz ne bi, ne, ker pravijo, kuharski mojstri imajo svoje skrivnosti. Je rekel, ne, jaz povem. Je rekel, veš, mami, to je tako kukar golaž ali pa pržganka. Vsi isto imajo sestavine, pa od vsazga je drugačišna, ne. No in pa smo res rekli, dajmo golaž, pa smo imeli konjskega, ribiga, sladkovodnih rib, morskih rib, divjačinskega, tudi gobjega, potem knapovskega, pa smo že rekli vegetarijanskega, krompirjevga, ne vem, govejega, svinskega, ciganskega, babičjega, ovčji. Ja, ovčjega so pa letos zmazali. So mi rekli. No, unga gobjega, krompirjevga, pa kmečkega smo tudi imeli iz raznih fižolov in tega, ne. Namreč hoteli smo, da še pride kak vegetarijanc tudi vseeno do nas. No, to je zdaj že tradicionalen in bomo še imeli, ne. To je naš projekt in ga bomo obdržali, dokler nam ga ne bo kdo ukradel, ker zelo radi grejo po liniji lažjega odpora. Jaz se matram, borim za oglaševanjem, pa plačaš glasbo, pa plačaš nagrade, pa ljudi motiviraš, pa nazadnje pa en z lahkoto takole naredi. Ja, kopira. Kaj pa jemo skupaj? Ja. To je tudi nekaj posebnega. Podkom jemo skupaj, pravim jaz, to je svetovni projekt, ne poznam ga, katera država ali mesto ali vas ima, ne. Mojem županu, moram tako reči, včasih se zahecala, mi smo iz Podkuma, veste, pri Zagorju smo doba, ko pa mojega župana srečamo, pravim, veste, župan,
zdaj pa rečejo Zagorje pri Podkumu. Se hecam. Ja, to grejo gasilci, vaški pevci, lojzi, predsednik krajevne, po vaseh. Ljudje prinesejo pridelke, včasih se režijo, pridejo seveda veseli, pijani, pojejo tam, dogodek že naredijo po vaseh, poberejo, pridejo domov, pa pravi, ja, kaj so pa dali, ali bomo kaj skuhali, joj, pravi mami na govor, pa dali so zajca, pa dali so kuro, pa dali so špek, pa ocvirke, pa orehe, pa med, pa likerje, eni rečejo, bomo kar kruh prinesli, eni rečejo, bomo kar potico prinesli. No in mi to skuhamo, otroci pridejo iz šole, sami si program naredimo, nič ne plačamo, morajo vaščani se pogovarjati, družiti, pet. Letos smo mogli nažalost kulinariko ali na veselje, no moram tako reči, v 2 stopnjah narediti. Drugič smo naredili kar, otroci so sladice talali, kmečke žene so delale toplo hrano ven, potem so bili razni narezki, solate, kruh. Zdaj smo mogli pa drugače, pa pecivo je bil na eni mizi, ne, pa likerji, pa sirupi. Zdaj smo mogli pa drugače narediti, zdaj smo mogli pa prvo toplo hrano, da so pojedli, potem pa vso hladno. Ker je toliko prostora zmanjkalo, toliko je bilo krajanov tudi, pač, da smo mogli v 2 obrokih narediti, ampak je bilo v redu, ker smo se družili. Ne. Ja, lepo druženje, res. No, to je zahvala tudi krajanom, ker naju podpirajo. Jaz zaenkrat nisem opazila v našem kraju, če danes dobim 100 ljudi, pa nimam kilo kruha, jaz vam verjamem, da ga po potku mi samo pokličem, maš, pa mi dajo. Tudi, če bi klobaso en nucil, pa je nimam, jo imaš, ne, jo grem iskat, mi dajo. Prideš pred orate, najdeš solato, najdeš redko, korenje. Ja, blagovna izmenjava, ne, to smo omenili. To so vsi navajeni, pa pride, pa pravi, ja, ondan sem ti prinesel, ja, v redu, koliko pa je, pa v ceni, ok, ko boš vzel, a boš tukaj v gostilna, greš tja. Eni vzamejo bon za kosilo, eni cigarete, eni pijačo, eni kavo, eni prašek, eni olje, menjamo, eni moko, tako, ja. Je bilo pa tudi srečanje krajevnih skupnosti, pravzaprav predstavitev? To je pa projekt, ko sem zelo hvaležna predsedniku krajevne skupnosti gospodu Jožetu in Mariji Ribič, ki smo to delali. To je pa projekt, ki je takrat je uspel, ponoviti ga pa nisem želela več, ravno zaradi pač fušije, žlehnobe ostalih predsednikov krajevne skupnosti. Namreč jaz sem hotela narediti veselo podeželje, zagorsko podeželje v Podkumu, da bi se vedno dobili in tudi dobili smo se, vse krajevne so predstavile svoje uspešne ali športnike, ali salame, sire, povezanost, razstave, gasilstvo. Toliko predstavitev knjig, vsega je bilo, jaz sem takrat, to je bil moj strošek, strošek šotora, miz, glasbe, za vse udeležence, enolončnica, pijača, ampak nazadnje so se najdle 3 krajevne skupnosti, pač ena se je zbrala, drugi dogodek kot udeleženci in gledalci, namesto da bi se predstavili, eni niso imeli pa kaj pokazati. Žal je med njimi tudi občina Zagorje, krajevna skupnost iz Zagorja. Največja, ja. Kako nimaš kaj pokazati? Če imaš gostinsko šolo, ki je prišla brezplačno se gor promovirati in so pekli. Kako nimaš, v Zagorju imate miklavževanje, imate polno koncertov in vsega. Verjetno je zato, ker jim ni treba tako delati kot mi, ko moramo takole stopiti, gasilci varujejo, mize pripeljejo, krajevna mi pomaga z letaki. To je to, a veste. To je to, ja, ta enotnost, ja. Pa bi lahko bil tudi projekt, ki ga nima nobena občina. Nobena, pa s tem, da bi prišli to toliko naprej, da bi lahko tudi
poklicali kakšne ministre, Vsekakor. ker smo tako pod kumam gor, ne, in pride z te strani, saj sem pol hotla, bi lahko sosednje občine poklicala, ker sodelujem, dosti sponzoriram tja, ne, in na Dole prileti, in na Svibno, občina Radeče, ne. V Hrastniku sem mnogo prisotna, ne, v Trbovljah zaradi Dobovca fajn prisotna, ne. Meni to ne bi bilo težko, ampak sem bila užaljena zaradi teh stvari, ki so si dovolili. No. Bilo pa je uspešno. Bilo je No, uspešno to je pomembno. in sem tudi predsedniku krajevne v Tirni pomagala pri njegovem projektu, saj z idejami, ki jih imam. Ne. Gospod Ribič sem obiskala, ko je imela ona svoje projekte, obletnico gor, da sem videla, koliko truda nekdo vloži v to. A ne. Absolutno. Še boljšo povezanost bi imeli, ampak tako je. Nažalost. No, prej, ko si omenila osnovno šolo, vem, da lepo sodelujete, ampak jaz bi zdaj nekaj drugega. Vem za kuharsko šolo za najmlajše, to še vedno velja? Ja, to imamo, to še vedno velja. Društvo prijateljev mladine Zagorje vsako leto pripeljejo k nam skupino, opravljamo tudi kulinarične tečaje, drugače tudi najmlajši kuharski mojstri dobivajo diplomo. Imamo pa zdaj za osnovno šolo v Podkumu, drug teden v petek, 16. slovenski zajtrk, pride šola k nam za učitelji, pa tudi ravnateljico smo povabili, ne vem sigurno, če bojo starši lahko ali ne. V glavnem bomo jim pripravili pravi slovenski zajtrk, kjer ne bo samo jabolka in med. Vsekakor, ja, zelo to bo tudi zanimivo. Glej, Ija, vse to, da si tako uspešna, to se pravi, ti imaš več vlog, si mama, žena, prokuristka zdaj, a ne? Organizatorka, potem si aktivna še na različnih drugih področjih. Kaj si najraje? Kaj sem najraje? Ja? Organizatorka. Aha, to ti leži. Organizatorka, ne. Seveda, zdaj pa, če si organizator, moraš imeti tim. Tim, ki te razume, tim, ki ve, kaj bi rada. Jaz hočem, da hitro stopiš, hočem, da hitro odreagiraš. Šala na moj račun je vedno logično razmišljaj, se režijo vsi, ki mi pomagajo, ne. Ko me nekaj vprašajo, pa pravim, pa kaj ti prav logika, ne, tako pa tako moraš, ne, ja. Trenutno sem kar organizatorka. Aha, ja, ampak družina te tudi podpira. Imaš 2 hčerki in sina. Hčerke me podpirajo, Lojzi občasno, moramo paziti, da ne pregori. Seveda, on bi rad malo počil, ne, ampak jaz pa ne morem počivati prvič. Drugič pa ne vem, če je to pametno, da počiješ, ne. To moraš skozi, ko ti pripraviš en projekt, ga imaš 1 leto, 2 leta, 3 leta, potem ti ga ukradejo, ga že drug ima, nisi več zanimiv, ljudje se razdalijo in moraš zopet novo iskati, ne. V tem smislu, ja, hčere pa seveda vejo, one so same, ena je sama mamica, podjetnica, obe imajo vodilne vloge v službah. One bolj to vejo, kako je, ko imaš opravka z ljudmi, ko jim dopoveduješ, tako bi rad naredil, ne. In zdaj delam en projekt, mene podpira nobeden, ne. Jaz ga pa že delam. Ja, no, ti si pač taka, kot si. Zdaj, Lojzi, vemo, da je najmlajši kuharski mojster. Se mogoče spomniš, katera je bila prva jed, ki jo je naučil se kuhati, ali si mogoče ti? Dobro se spomnim, ker mi je kuhno čisto, uničil mi je umivalnik, ne. To je delal tam nekje v 5. razredu ali pa še malo manjš, iz bezga črnega. Jaz sem imela pa emajliran umivalnik takrat, ne, in je delal sirup ali pa neko priliv in se mi je tisto vlezlo noter v umivalnik, ne. To se spomnim. Da je bilo takrat, tako. to je bilo še osnovna šola nazaj. To so bili začetki. Pa se spomnim, da sem bila klicana psihologini, ko se je vpisal v gostinsko šolo,
da podpiram Lenovo, v tem smislu skrajšano, ne, zakaj dovolim, da je šel v to šolo. In zaradi tega me je še mož, mogoče 2 let nazaj, do 2 let nazaj mi je še to sponašal. Da sem fanta uničila, ker sem ga dala v to šolo, ampak Lojze je imel izbiro, ali greš za mehanika, ker smo imeli prevozništvo, ali greš za trgovca, ali greš drugam, vedno nisem rekla, moraš biti doma. Tudi rekla sem mu, če se vždaj zaljubil, pojdi za srcem, nikoli ne ostajaj zaradi kmetije doma. Namreč življenjska doba se nam veča, to ni tako, da mora biti sin doma, se vnuki potem vračajo. Pa tudi preveč je kmetij opuščenih ravno zaradi tega, ko ne grejo za srcama. Ne. Kaj pa ti rada kuhaš? Ja, ja. Lojze me kliče kuharca, ker rada imam idejo, ne, spelem jo pa ne tako, kot jo on, ne, in pol mi reče, a že spet kuhaš, ne. Ja, veste, jaz jem rada, ne, kuham kar rada. Stare stvari, močenk imam rada, pržganko, fižolovo župo, krompirjevo župo, ampak solate posebej špeham, ampak to jaz delam največkrat na morju, na vikendu, ko sem sama, ali pa zdaj, ko sem v lastnem gospodinjstvu, včasih tudi po 2 dni ne grem, ali pa 3 dni gor, pa si jih skuham, ja, si naredim, ne. Za sebe, za svojo dušo. Za dušo, ja, ja. Ja, vem pa tudi, da imaš rada morje, vendar ne predolgo. Ja, 3 dni. Pa rada bereš? Ja, to tudi rada, zelo rada berem, vedno. Tudi zdaj sem bila, smo ženskam jabolke pobirale, pobrali smo jih 20 ton je premalo, mislim, da več, ne, pa sem jih na morje pelala, pa sem pa z njimi hodila. Prvi dan sem že šla 2-krat na dan, drugi dan sem pa rekla kar enkrat, ja, te drugič me pa puste, da bom prebrala. Ampak vedno pa imam prvo strokovno literaturo, obrtnika, nove predpise, nove dogodke, potem imam informacije trgovinske zbornice, je treba pogledati, rečemo, ali je embalaža dražji, ali so kakšni predpisi pri HACCP-u, pri igračah, rečemo, to je take stvari službene, ne. No, potem imam še časopis Instor, je tudi strokovna revija mednarodna za trgovino, še to preberem. No, potem pa knjige. Mi pa hčerka kupuje, največkrat zdaj Andreja mi kupuje te knjige. Ona že ve. Ja, ve, kaj bom brala, ampak veste, to je strup, to je kot cigareta zame, ne. Zjutraj začnem, ampak bom raje na pojeste sendvič jedla, pa knjigo do konca prebrala. Tudi v dar mi zelo veliko knjige s posvetilom prinesejo, pri nas rezervacije delajo na knjigah, pa piše gor vaše ime, gospa Stanka, toliko oseb. Ta čas, ko nas čakate, da nas pod noge ne gledate, prelistate, kdo mi je knjigo podaril, noter piše, bili smo tukaj. Lepo. Bilo je fajn, ne? Tako, ja. Ja, Ija zbira tudi stare predmete, ima tudi stare časopis, kjer je upozorilo tudi, kako že, o alkoholu in cigaretah, kaj ne, to smo tudi prebrali. Potem vstopnina v njeno staro gostišče je... Ja, je. En kozarc, krožnik, jušnik ali sunica ali neka stara stvar, ampak rada imam, da je uporabna. Namreč mi imamo tam dol rustikalne postrežbe, torej jeste za vsak drugačnega darovanega krožnika, darovanega kozarca, to so pisani kozarci, nekateri tudi s posvetilom. Lahko je tudi malo humorja zraven, ko Stanka pije, pa piše gor metod 40 let, ne? No, ne bi imela nič proti. No, kaj takega, seveda, sentimentalna vrednost ima večjo vrednost kot denarna vrednost in mislim, da to paše k nam v staro gostilno. Zato imamo tam dol to, poleg tega imam še muzej Čopove dediščine, tam noter tudi marsikaj najdemo, ja. Lepo, Ija, zdaj na koncu nam pa še povej, kakšni so tvoji načrti in želje. Verjetno jih je kar nekaj. Ja, želje, zdaj srečna sem, ker smo bonitete 2A nazaj dobili, ne, ker namreč veste, da smo imeli veliko investicijo, potem želje, da bi bila koliko toliko zdrava, oziroma jaz rečem, ne smeš jamrati,
nauči se živeti z bolečino, ne, ker boljše ne boš mlad, bolj ne boš. Ne. Da berem, diham, ven grem, malo na morje, malo v savno, to je zame dovolj, ne, pa da kako dobro solato pojem, pa juho. Imam pa načrte, seveda jih že uresničujem, upam, da mi bo uspelo drugo leto odpreti en tak Urlaub Platz, Frey Platz, iščem še ime, zasavski ime, narečno ime, mogoče bom komu dala v razpis, če bojo nekaj takega najdel. Naredila bom, da boš spal med zvezdam brez zvezd, naredila bom v štali, da se boš v svijaki tuširal, knajpal, spal boš na vozovih živinskih. To zdaj pripravljam in že delam fizično zelo, ker moram seveda novo elektromarco dati, moram vodo pitno tja speljati, imamo svojo vodo, ampak zdaj moram pitno speljati, pa moram otoke porihtati, zidarska dela, potem tišnerska. Seveda, veliko dela te še čaka. Vsekakor ti želimo obilo uspeha in hvala ti za današnji pogovor. Hvala lepa, pa mislim, da vas bom povabila na tale štala party. Z veseljem pridemo. Spoštovani gledalci, hvala, ker nas spremljate in nasvidenje. Inteligentne rešitve in zaščita. Moč. Inteligenten in učinkovit nadzor. Mednarodni koncern z 11 hčerinskimi podjetji po Evropi. S predstavništvi smo prisotni v več kot 60 državah. Razvoj kot ples. Korak za korakom snujemo rešitve in jih povezujemo v dovršene izdelke. Moč potrebuje nadzor.